V Sloveniji je torej institucija, ustanova, ki določa zunanjo politiko, Državni zbor. Vlada to politiko izvršuje in pričakuje se od predsednika, ki je sicer suveren, da ne odstopa ali vsaj ne odstopa bistveno od sprejetih stališč. Jaz predstavljam Republiko Slovenijo, ne vodim njene politike. Res pa je, da po ustavi predsednik republike predstavlja Slovenijo v mednarodni skupnosti in da, kot pravite, ima njegova teža zunaj večjo formalno in simbolno težo, kot jo ima v domači politiki. Jaz se mi zdi, sem imel to srečo pri upravljanju te funkcije v zadnjih 5 letih, ker sem imel dolgoletne izkušnje praktično od osamosvojitve naprej z zunanjo politiko, z evropsko in zunanjo politiko na različnih položajih in zaradi tega nisem narobe razumel te avtonomije v upravljanju funkcije predsednika republike. Poskušal sem delovati sinhrono z predsednikom vlade, z zunanjim ministrom, s predsednikom parlamenta. Res pa je, da so sem in tja so bile vidne majhne razlike, ampak ne toliko, da bi to vzbujalo v tuji javnosti ali pa v domači javnosti, da gre za neka huda konceptualna razhajanja. Če so bila, sem se poskušal z njimi posvetovati mimo kamer, mimo pozornosti javnosti in usklajevati taka stališča.